Danes si bomo pogledali korene poljubnih stopenj in kako z njimi računamo. Do zdaj smo se srečali z dvema korenoma, in sicer vemo, kaj je to kvadratni koren, recimo koren iz x na 6 je x na 3. Zakaj? Zato, ker je x na 3, tukaj sicer nič ne piše, ampak to pomeni, da je to kvadratni koren, x na 3 na kvadrat je 3 krat 2 je x na 6. Srečali smo se tudi recimo s tretjim korenom. Tretji koren iz 2 na 12 je 2 na 4. Zakaj? Zato, ker je 2 na 4 na 3, zopet 4 krat 3 je 12, je 2 na 12. No in tako lahko računamo s poljubnimi koreni. Recimo, če imamo peti koren. Peti koren iz x na 10, recimo. Koliko bi to bilo? Ne vemo. Ampak, če to, kar ne vemo, damo na 5, moramo dobiti x na 10. In zdaj je že kar jasno, da bo tukaj x in očitno bo to x na 2, ker x na 2 na 5 je x na 10. 2 krat 5 je 10. Se pravi, rezultat je x na 2. Ali pa recimo 12. koren iz a na 24. Zopet, koliko je to? Ne vemo. Ampak ne vemo, če damo na 12. 12 zato, ker imamo 12. koren, mora ven priti a na 24. Aha, očitno je tukaj tudi osnova a pa na kvadrat, ker 2 krat 12 je 24 in to je torej odgovor a na 2. In tako bi lahko potem pisali poljubno. Recimo še enega, da ima 7. koren iz b na 35, pa lahko damo zraven še c na 28 ali karkoli, še vedno velja isto pravilo, kot smo se jih že naučili, se pravi, da pri množenju lahko korenimo vsakega zase. Čeprav množenje koren produkta je isto kot produkt korenov obeh faktorjev. Se pravi, 7. koren iz c na 28. Kaj bi bil 7. koren iz b na 35? Se pravi, koliko na 7 bo b na 35? Aha, to je očitno b na 5, ker 5 krat 7 je 35. Se pravi, to je b na 7. In potem podobno, koliko na 7 je c na 28? Koliko krat 7? Aha, c na 4. In imamo odgovor c na 4. Tako, torej, definicija n-tega korena iz x-a je nek y, če velja, da je y na n enako x. Tako je n-ti koren definiran. Zdaj pa podobno, kot smo lahko krajšali in razširjali ulomke, lahko tudi krajšamo in razširjamo kvadratne korene. Recimo, če imamo mi 6. koren iz x na 3. Koliko je to? Aha, 6. koren iz x na 3 je neko število. Če damo to število na 6, dobimo x na 3. Kaj bi mogli dati na 6, da bi dobili x na 3? Ja, dati bi mogli številko x pa očitno na 1/2, ker 1/2 krat 6 je 3. X na 1/2. Pa rečemo, pa dobro, mi nočemo imeti na 1/2, ker konec koncev to še sploh ne vemo, kaj pomeni, da je na 1/2. A bi lahko samo malo zmanjšali? Recimo, 6. koren iz x na 3 je nekaj podobnega, kot če bi imeli mi ulomek 3/6. Se pravi, tisto, kar je napisano tukajle, 6. koren, zapišemo imenovalec. In zdaj ta ulomek poskušamo okrajšati. 3/6 je isto kot 1/2. To pomeni, da bi mi lahko namesto 6. koren iz x na 3
napisali drugi koren iz x na 1. Se pravi, to šestko in to trojko smo dejansko delili z istim številom. S 3 in smo tu dobili 1, tukaj pa 2. Torej, namesto šesti koren iz x na 3, lahko napišemo drugi koren iz x. In kaj bi bil odgovor? Je neko število, ki ga damo na kvadrat, da dobimo x na 1 in vidimo, da je res isto kot prej x na 1 polovica krat 2 odgovor za nas. Na splošno velja tole pravilo. Če imamo m-ti koren iz a na n, je to isto, kot če imamo m krat k, se pravi, da ta m pomnožimo s k in v spodaj ta n tudi pomnožimo s k. To je isto. Korene lahko razširimo, podobno kot razširimo ulomke. Seveda posledično jih lahko tudi krajšamo, tako kot krajšamo ulomke. Recimo, če imamo 24. koren iz x na 15. 24 in 15. To je torej ulomek 15, ulomljeno 24. Kaj lahko tukaj krajšamo? To naredimo zato, da bomo dobili idejo, s čim krajšati in kako poenostaviti ta koren. 15 in 24 je večkratnik števila 3. Torej je to 5 krat 3, ulomljeno z 8 krat 3. In zdaj bi se trojka krajšala in ostane 5 osmin. Torej, bom jaz tole 24 delila s 3 in 15 delimo s 3 in dobimo 8. koren iz x na 5. In smo naš koren poenostavili. Ali pa recimo, če imamo 30. koren iz x na 90, zopet ulomek imamo 90 tridesetin, to pa to damo v ulomek, to takoj vemo, da bi lahko vse skupaj krajšali z 30 oziroma zapisali kot večkratnik števila 30. 30 se pokrajša in je to 3 enine. Kaj bi zdaj to pomenilo? Če jaz 30 delim z 30, dobim prvi koren. 90 delim z 30, dobim pa na 3. Kaj pa je prvi koren? Prvi koren pa ne pomeni nič, ker to bi samo pomenilo, da moramo dati neko število na 1, da dobimo x na 3. Se pravi, se nič ne spremeni, je isto število, zato prvi koren kar spustimo in napišemo samo x na 3. Kadar pride prvi koren, ne napišemo nič, lahko to zapišemo tudi kot pravilo. Kadar nam pride prvi koren iz x, je to isto kot x. Prvega korena ni. Drugi koren, pa vemo, da ga ponavadi spustimo, ga sploh ne pišemo. Eto, še poskušamo narediti nekaj tehle primerov. Recimo, če imamo 12. koren iz x na 8. 12 in 8. Kot ulomek 8 dvanajstin. V resnici lahko to, se bomo kasneje naučili, napišemo kot x na 8 dvanajstin z ulomko v stopnju. In 8 dvanajstin enostavno krajšamo, s čim lahko 12 in 8 krajšamo? Z 4 lahko krajšamo. In 8 deljeno 4 je 2, 12 deljeno 4 je 3, se pravi, to je isto kot x na 2/3, oziroma 12 deljeno za 4 je tretji koren, se pravi, tukaj lahko tukaj štartamo in tukaj tudi deljeno 4, deljeno 4 in x na 2. Ali pa recimo 32. koren iz x na 24 pa y na 40 recimo. Zdaj imamo pa 2. Zdaj, vemo že, da lahko vsakega posebej, ampak recimo, da želimo ohraniti isti koren.
Iščemo številko, s katerim da lahko delimo 32, 24 in 40. Vse. To bi lahko delili, to so vse večkratniki števila 8. Se pravi, vse številke, tako tisto v korenu, kot tisto spodaj, delimo z 8. In dobimo 32 deljeno z 8 je 4, četrti koren iz x na 3, y na 5. In je to naš rezultat. Ali pa recimo, če imamo 12. koren iz x na 18, y na 24, z na 6, s čim zdaj lahko delimo vse? 12, 18, 24, 6. Vse to so skupni večkratniki števila 6. Vsa ta števila, ki tukaj nastopamo, lahko delimo 6, zato bomo poenostavili tako, da bomo dejansko delili. In dobimo 12 deljeno 6 je kvadratni koren, lahko samo koren napišemo. 18 deljeno 6 je x na 3, y na 24 deljeno 6 je 4 in z na 6 je z na 1, kar lahko kar pustimo. Se pravi, korene lahko razširimo na nek drug koren ali pa poenostavimo. Zdaj smo jih predvsem poenostavljali, zdaj pogledamo, kdaj nam bi prišlo prav, da korene razširimo. Če imamo koren iz, recimo tretji koren iz 8 krat, pa naj bo drugi koren iz 9. Namerno sem dala številke, ki jih znamo zračunati, zato da bomo lahko na koncu rezultat preverili. Tretji koren, drugi koren. Sama si predstavljam tako, da imamo 8-ko, ki je pod trojno streho. Tretji koren. In 9-ka, ki je pod dvojno streho. Zdaj, več streh kot je, bogatejši si, manjša je verjetnost, da se ti kaj zgodi. Ampak dejstvo je, da ta in ta nista enako premožna. V srednjem veku se ljudje, ki niso bili z enakim premoženjem, med seboj niso smeli poročati. Ampak mi lahko poskrbim, da bosta. Namreč, lahko bi pri prvem trojko pomnožili z 2, pa bi potem dobili 6. koren, se pravi 6. In drugega bi pomnožili z 3 in bi tudi imeli 6. koren. Se pravi, kadar niso enaki koreni, kadar niso enako premožni, takrat poskrbimo, da so. Seveda pa, če ti gradiš strehe, moraš to plačati. Če smo dali krat 2 tukaj, moramo to tudi plačati, moramo 2 dati tukaj. Zdaj tukaj je na 1, je potem kar 1 krat 2, oziroma samo dvojka. In isto tukaj 9 na 1, to pomnožimo za 3. Pa poglejmo, kaj dobimo. Dobimo torej 6. koren iz 8 na 2 in 6. koren iz 9 na 3. Zdaj sta korena enaka in se lahko poročita, lahko gresta živeti 2 pod isti koren. Se pravi, kadar imam množenje ali deljenje, lahko napišemo skupni koren 6, bomo to rekli, to je 8 na 2 krat 9 na 3. Zdaj se bomo se pa s tem malo poigrali, ne? Če imamo kalkulator, bi lahko tudi poračunali, ampak jaz bom zdaj rajši 8 napisala kot 2 na 3 na 2. 8 je 2 na 3, pa še na 2 je skupaj 2 na 6. 9 pa bom napisala kot 3 na kvadrat, 9 je 3 na kvadrat, pa na 3, in to je v bistvu 3 na 6. 3 na 6, in to je zdaj, korenimo vsakega posebej, lahko bi tudi že poenostavili, prej zdaj vsi ti koraki niso obvezni, in vidimo, da še 6. koren pa na 6 črtata, in 6. koren pa na 3 se tudi črtata, in rezultat 6. Lahko bi pa to že na začetku tudi ugotovili, ko imamo 3. koren iz 8, krat kvadratni koren iz 9, 3. koren iz 8 je 2, kvadratni koren iz 9 je 3 in je to 6. Vidimo, da je res isti rezultat. Tukaj smo šli namerno na dolgo, čeprav bi znali na krajšo, zato da se naučimo postopka. No pa poskusimo recimo, če imamo mi
peti koren iz x na 3 krat tretji koren iz x na 2. Kako bi to zapisali kot en sam koren? Zopet, imamo 5 hiš, 3 hiše. 5 streh, 3 strehe. Nista enako premožna, torej moramo spraviti na isto število streh. Iščemo skupni, to je tako, kot da iščemo skupni imenovalec od petin pa tretjin. Kaj so petina in tretjina? 15. In prvega bi mogli pomnožiti z 3, pa je 9 15, 2 bi pa mogli pomnožiti z 5, pa je 10 15. In isto tukaj naredimo. Se pravi, petko pomnožimo s trojko in tudi trojko s trojko, trojko pomnožimo s petko in tudi dvojko s petko. In dobimo. Damo na isti koren. 15. koren iz x na 9 krat 15. koren iz x na 10. In to je skupaj 15. koren iz x na 19. Zdaj pa, x na 19, na 19 je več kot na 15. In kadar je ta stopnja tukaj večja od te, lahko še delno korenimo, kar že znamo. In je potem to, se pravi 15. koren, x na 19 je pa x na 15 krat x na 4, ker je 15 plus 4 19. In je to 15. koren iz x na 15 krat 15. koren iz x na 4. Pri prvem se počrta, saj smo tako naredili, x krat 15. koren iz x na 4. Pa dajmo še nekaj primerov. Recimo, če imamo koren, 7. koren iz a na 2 b na 3 krat tretji koren iz a na 3 b na 4. Iščemo zopet, kaj je skupno od 7 pa 3. 7 in 3 sta praštevili, tuji števili, se pravi, bomo mogli kar prvega pomnožiti za 3, drugega pa za 7. Ampak, če smo tukaj pomnožili s 3, moramo vse stopnje tukaj pomnožiti za 3. In tukaj vse stopnje pomnožiti za 7. In dobimo potem 21. koren pri obeh, kar lahko zapišemo pod isti koren, od a na 6, b na 9, pri drugemu pa je a na 21, b na 28. Se pravi, razširimo in damo pod isti koren, koren prepišemo in v spodaj izračunamo. A na 6 krat a na 21 je a na 28, takole. B na 9 krat b na 28 je pa b na 37. Zdaj vidimo, da sta obakrat številki večji od 21, zato bomo to še delno korenili. A na 28 je v bistvu a na 21 krat 21. koren iz a na 7. Pri b bomo pa napisali 21. koren iz b na 21 krat 21. koren iz b na 16. 16 plus 21 je 37. To se pokrajša in ostane a, pa tukaj se tudi pokrajša in ostane b, to napišemo na začetku, ostane pa 21. koren iz a na 7 krat b na 16. Zdaj, 21, 7, 16 nima nobenega skupnega delitelja, zato pustimo tako.